Zdaj, tisto, kar bi jaz rad v današnjem predavanju zelo kratko nakazal, sta dve stvari. Ena je, da bi rad opozoril na to, kako so se v bistvu spremenila besedila, ki jih beremo, ne vsebinsko, vsebinsko vsi razumemo, da so se spremenila, ampak tudi oblikovno. In rad bi nakazal nekaj težav, ki jih pri tem imamo. Rad bi nakazal tudi to, da te spremembe niso bile zmeraj najboljše za našo sposobnost branja. V drugem delu predavanja bom pa čisto na kratko preletel razloge, zakaj je branje daljših besedil, knjižnih besedil smiselno. Predvsem bi pa rad na koncu nakazal nekaj težav, ki se v družbah pojavijo takrat, kadar take sposobnosti opustimo. Zdaj, prva stvar, na katero bi rad opozoril, je to, da se je sama bralna krajina v zadnjih nekaj desetletjih ali pa pomembno spremenila. Imamo namreč spremembo, ki je v veliki meri tehnično pogojena. Čisto na kratko vam bom pokazal nekaj slajdov, ki prikazujejo, kako se je spreminjal knjižni prelom. Tele slajde sem ukradel kolegici Alenki Kepic Mohar, vodji uredništva na Založništvu Mladinske knjige. So pa nastali v enem seminarju pod mojim mentorstvom, tako da se tudi njih drži malo mojih tac, da tako rečem. Zdaj, tole je učbeniški prelom iz leta 1871. Tisto, kar je ona naredila, je to, da je naredila kratek pregled, kako so se učbeniški prelomi, kako se je oblikovanje učbenikov spremenilo v zadnjih 150 letih, in zato si je zbrala učbenike zgodovine v slovenščini in izbrala se poglavje z isto temo, to je antična grška zgodovina. In takole je izgledal učbenik leta 1871. Potem, če preskočimo 60 let, v katerih se v učbenikih, kar zadeva njihovo obliko, ni nič pomembnega zgodilo, pridemo v leto 1938, kjer je ista vsebina, vendar že drugače oblikovana. Vidimo, da je več roba, pojavijo se fotografije in pojavijo se določene ključne besede na straneh, kar vse seveda omogoča in lajša orientacijo otroku po besedilu. Potem gremo naprej še za 50 let in naenkrat se pojavi še bistveno več elementov v besedilu. Pojavijo se zemljevidi, pojavijo se kvadratki z takimi ali pa drugačnimi citati, in to se potem še bolj razvije v še bolj pisan prikaz istega besedila, in na koncu vse skupaj kulminira v elektronskem učbeniku, kjer imamo narejene povezave na različne vsebine zunaj učbeniškega besedila, kar pomeni, da smo s tem v bistvu prišli v neko besedilo, ki mu že skoraj da težko rečemo knjiga, zato ker nima pravega začetka in konca, ker se pač lahko iz te vsebine vedno odpravimo kam drugam. Zdaj, tole je nekaj, kar v bistvu nikoli ni bilo ustrezno evalvirano, in tisto, kar jaz seveda vidim kot problem, je, da se nikoli ni nihče vprašal, a smo s temi spremembami oblikovanja besedil in oblikovanja učbeniških vsebin kaj dobili ali kaj izgubili. Podoben razvoj imamo seveda tudi pri otroških zgodbah. Tole je deklica z vžigalicami z ilustracijo Hinkota Smrekarja. In bilo je možno te knjigice videti tudi na odlični razstavi, ki je bila v Narodni galeriji. In spet, če preskočimo v isto zgodbo nekaj desetletij naprej, imamo spet bistveno več
slikovnega gradiva, manj besedila, in če preskočimo še na zaslonsko predstavitev iste zgodbe, ki jo sicer nimamo v slovenščini, ampak v angleščini, dobimo spet neko čist novo vsebino z dodanimi igrami, kvizi in tako naprej. Skratka, nekaj, kar je že vprašanje, a je to knjiga ali ne. Zdaj, tisto vprašanje, ki ga jaz zastavljam, seveda je to, da smo s tem preoblikovanjem branja, preoblikovanjem otroških in mladinskih besedil vstopili v nek drugačen način socializacije otrok v branje. Zelo poenostavljeno rečeno, v branje smo jih socializirali z vedno krajšimi besedili in z vedno bolj slikovno, kvalitetno opremljenimi besedili. Tisto vprašanje, ki se pa seveda pri tem pojavlja, pa je, a je bilo to dobro ali slabo. Namreč tisto, kar je zame še posebej zanimivo, je to, da se v raziskavah branja in tudi v didaktičnih in pedagoških raziskavah to vprašanje, ki ga zdajle zastavljam in ki ga zadnje 2 leti zastavljamo še skupaj z nekaterimi kolegi v različnih evropskih državah, je, da se nikoli ni poskušalo ugotoviti, a so bile te spremembe dobre ali slabe. Nekako samoumevno so bile razumljene kot dobre. In v to se enostavno ni dvomilo. Z pojavom digitalnih tehnologij, ko je ta razvoj prišel nekako do svojega ekstrema, smo se pa seveda začeli bolj resno spraševati, kaj smo s tem dosegli. Zdaj, najprej pa seveda eno tako čist tehnološko, sociološko vprašanje, od kje te spremembe. Tukaj so seveda odgovori zelo enostavni. Omogočila jih je tehnologija. Na tehle mojih slajdih, ki sem jih prej kazal, imate na kratko prikazan tudi razvoj tiskarske tehnologije. Namreč v sredi 19. stoletja ni bilo možno tiskati slik v knjigah, ker je bil to predrag tehnološki postopek oziroma ga nihče ni obvladal. 60 let kasneje postane to splošno sprejeta tehnologija, pojavijo se seveda tudi časopisi s fotografijami, ilustrirane revije. National Geographic recimo začne tam nekje po koncu Prve svetovne vojne objavljati fotografije in naredi s tem neko revolucijo v razvoju tiskanih medijev. In pri učbenikih in pri otroških knjigah se zgodi isto. Ker je bilo to možno in ker so to delali vsi, so to počeli tudi založniki otroških knjig. Nihče pa ni teh sprememb raziskal jih pa seveda zelo verjetno, to je moja hipoteza, ni zaradi tega, ker so se te spremembe dogajale zelo počasi. Tamle, v tistem, kar sem vam prej pokazal, je v bistvu 150 let razvoja tiskarske tehnologije in ena taka, če bi hoteli recimo razumeti, kako tak način preloma vpliva na pomnjenje pa na razumevanje besedila, bi morali, ko se pač dela raziskave branja, bi morali imeti 2 različno oblikovani besedili, recimo besedilo v antični Grčiji brez fotografij, pa besedilo s fotografijami pa s kakšnim zemljevidom, to dati 2 skupinama otrok, da to preberejo in jih potem izprašati, koliko so razumeli. Ampak zato, da to lahko naredimo, rabimo sobivanje različno oblikovanih besedil na isto temo. Skratka, rabimo učbenike s slikami in brez slik. Če govorimo o učbenikih, rabimo otroške knjige z ilustracijami in brez ilustracij, ampak zgodovina založništva in tiska gre pač tako, da take publikacije niso nikoli obstajale v istem časovnem obdobju druga ob drugi. Zaradi tega se tudi nihče od raziskovalcev branja ni resno vprašal, ali bi bilo to smiselno raziskati ali ne. Z pojavom digitalnih tehnologij so se pa te spremembe začele dogajati tako hitro, da so naenkrat začele sobivati iste vsebine v različnih formatih. Naenkrat smo imeli slikanico, ki je bila tiskana knjiga
in imeli smo slikanico, ki je bila digitalna aplikacija z elementi igre. Naenkrat smo imeli literarno besedilo, ki ga je bilo možno brati v mehko vezani knjigi, na pametnem telefonu ali pa na bralni napravi, kot je recimo Kindle ali pa Biblos. In ko so te stvari začele eksistirati druga ob drugi, šele takrat so raziskovalci rekli, hop, tole je pa nekaj, kar se splača, kar se morda splača raziskati. In začele so se pač pojavljati bralne raziskave. Legenda pravi, da je prva raziskava o razlikah v branju z zaslona in s papirja bila narejena leta 1988, zato ker je bilo nekemu raziskovalcu dolgčas, pa ni vedel čisto dobro, kaj bi počel, pa je rekel, bom pa probal, a ljudje boljše razumejo besedilo, če ga preberejo z računalnika ali z papirja. Jasno, da ga boljše razumejo z računalnika, ker je to bolj napredna tehnologija, je bila še njegova predpostavka. Ampak vraga, polk je naredil neko mini raziskavco, je ugotovil, da to pravzaprav ni res. In potem so raziskovalci te raziskave ponavljali in danes vemo, da je papir za branje daljših in zahtevnejših vsebin boljši kot zaslon. In to je, vkolikor obstoji kaj, kar je dejstvo v družboslovju. Vkolikor kaj takega obstoji, je to dejstvo. Zakaj trdim, da je to dejstvo? Zato, ker je bilo na to temo narejenih od leta 1988 do leta 2020, ko je bila narejena zadnja meta raziskava na to temo, je bilo na to temo narejenih okrog 400 raziskav. In skoraj vse so dale isti rezultat. Če beremo daljše, zahtevnejše, praviloma ne le poslovno besedilo, ga razumemo boljše z papirja kot z zaslona. Ni razlik pri enem sonetu, recimo. Ni razlik pri enem kratkem, 10 vrstic dolgem informativnem besedilu. Ampak bolj kot se besedilo daljša, večje so te razlike v razumevanju, s tem, da moram tukaj si vzeti še eno minutko za eno metodološko pojasnilo. Namreč take raziskave je zelo težko delati. Mi vsi vemo, da recimo, če nekdo bere v nedeljo dopoldne, ko zunaj dežuje, polka se je fajn naspal, bo besedilo dojemal čisto drugače, kot če ga bere v ponedeljek zvečer, potem, ko je bil 10 ur v službi in se ukvarjal z takimi ali pa drugačnimi tegobami in norostmi svojih sodelavcev in svojih strank. Takrat, kadar sem izmučen, razumem besedilo slabš, kot takrat, kadar sem spočit. To je logično. In logično je tudi to, da nekdo, ki je visoko izobražen, bo najbrž neko besedilo razumel bolje kot nekdo, ki ima samo osnovno šolo. In to je seveda za raziskave problem, ker to pomeni, da ko raziskujemo, če hočemo dobiti kolikor toliko verodostojne rezultate, moramo vsaj 2 pogoja izpolniti. En pogoj je seveda ta, da v raziskavah sodelujejo približno enako izobraženi ljudje in da berejo v približno podobni fizični kondiciji. In posledično se take raziskave dela v skupinah. Zelo pogosto so poskusni zajci študentje, jasno, in zelo pogosto tako branje ne traja več kot uro ali 2. Zato ne vemo, oziroma zelo malo vemo, kakšne so razlike pri branju res celih knjig. Vemo pa, da takrat, kadar berejo ljudje recimo eno poglavje, 30 strani recimo, ali pa 5 ali pa 40, kot preberemo v dobri uri, takrat pride do takih razlik. In predpostavka je, da daljše kot je besedilo, večje so razlike, ker se zdi logično, da se te razlike povečujejo, ne pa krajšajo. Zdaj, tukaj seveda pri takih raziskavah obstoji možnost za zelo veliko šumov, da so skupine različne, da ljudje različno dojamejo besedila in tako naprej. Zato v resnici rezultati takih raziskav štejejo šele takrat, kadar več raziskav na isto temo da enake rezultate. In tele 3 raziskave, ki jih imam tukaj navedene, so tako imenovane metaštudije. Vsaka od teh 3 metaštudij je pogledala
od 100 do 200 raziskav na temo branja, ki so bile narejene s podobnimi metodologijami, ker tukaj so lahko metodologije različne, v te detalje ne bom šel. In vse te 3 metaštudije so ugotovile, da je pri branju daljših in zahtevnejših vsebin papir boljši od zaslona. Pika, tukaj, vsaj kar zadeva mene, ni več debate. Še ena stvar je tudi pomembna, namreč ena od teorij, ki je krožila med raziskovalci, je bilo to, da je tale rezultat, ki ga imamo tukaj, posledica tega, da smo mi starci, digitalni migranti, buksli, ki se ne znajdemo dobro v spletnem okolju, ampak naši otroci, digitalni domorodci, oni bojo pa šele zares dobro brali zaslona. Vraga, resnica je ravno obratna. Mlajše generacije, to je pokazala tale metaštudija, ki so jo naredili kolegi iz Izraela in iz Španije, ta metaštudija je pokazala, da mlajše generacije imajo večje težave pri razumevanju besedila, če ga berejo z zaslona kot z papirja. Skratka, mlajše generacije rabijo bolj papir kot starejše. In čist grede kot zanimivost, izraelski del te raziskovalne skupine dela v Izraelskem nacionalnem inštitutu za tehnologijo, ki ga financira izraelska vojska. Skratka, to so rezultati, ki v Izraelu vojsko zanimajo. Tudi zaradi tega, ker želijo vedeti, kako, na kakšen način delati svoje priročnike, kako na kakšen način izobraževati svoje bodoče poveljnike. Tako da v Izraelu to hudirjevo resno jemljajo. In nove generacije, kar zadeva papir, rabijo ta papir še bolj. Zdaj obstoji pa seveda ena razlika, to pa seveda vemo z manjšega števila raziskav, ampak se zdi tudi zelo logično, in velja tako za digitalne aplikacije kot za ilustrirane knjige. Takrat, kadar so te digitalni objekti pri digitalni vsebini ali pa ilustracije pri otroški knjigi narejene tako, da ojačujejo osnovno besedilo, takrat v resnici pozitivno vplivajo na razumevanje besedila. Če so pa te digitalni objekti motna, skratka, če so to neke računalniške igre, bereš zgodbo o žabi, ki je postala kraljična, pa pol vmes prideš na igro, s katero lahko, strelaš druge žabice, pa pol, ko jo zadeneš, se žabica spremeni v kraljeviča, pa začne loviti okrog kraljično. Skratka, če greš v tako računalniško igro z besedila, izgubiš nit in ga ne razumeš. In podobno velja tudi pri ilustriranih knjigah, tako da se upravičujem, ko grem fast forward nazaj. To smo potem ugotovili tudi z raziskavami z očesnimi sledilci. Namreč, ko daš tole otroku v šoli, je izgubljen. Ne ve, kje bi začel brati. In tudi tukaj imajo težave, ker ne ve, a se besedilo začne tlele, tamle gor, tlele spodi. Skratka, nimajo orientacije. In zelo podobno, jaz sicer takega primera nisem našel, nisem ga tudi prav zelo intenzivno iskal, ker bi bilo treba te stvari stestirati, ampak verjamem, da obstojijo tudi otroške knjige, ki so na tak način narejene slabo, da ilustracija negativno vpliva na razumevanje. Ampak osnovna poanta je seveda ta, da takrat, kadar obstoji neka ustrezna povezava, kadar vizualno gradivo ojačuje besedilo, tako da ga ustrezno ilustrira, takrat so te elementi, imajo seveda te elementi pozitivno funkcijo in v takem primeru lahko seveda tudi digitalni medij ima pozitivni vpliv na razumevanje. S temi raziskavami se zelo zanimivo ukvarja v glavnem kolegice na Nizozemskem in na Madžarskem. In tisto, kar so v bistvu ugotovile, je to, da lahko tak način branja pripelje v bistvu, če je taka aplikacija, če je tako besedilo narejeno dobro, je lahko otrokovo razumevanje podobno kompleksno, kot če bere skupaj z odraslim.
S tem, ne, k temu bom pol še malo kasneje prišel, da niso pa upoštevali enega dejavnika, ne, da je branje staršev skupaj z otroki zelo pomembno tudi zaradi tega, ker se na ta način ustvarja vez med staršem in otrokom. Ne, in ta vez je potem lahko zelo podobna, tega tukaj ni. Ne, ampak da se pa narediti ilustrirano besedilo tako, da nima negativnih učinkov na razumevanje. Zdaj, še ena stvar, ki pri nas ni tako aktualna, v Združenih državah, pa v zahodnji Evropi, na Švedskem recimo, je pa vedno bolj aktualna, so zvočne knjige. In tukaj imamo spet zelo jasno tistih nekaj raziskav, ki jih je bilo narejenih, tako na področju izobraževalnih vsebin, kot na področju leposlovnih vsebin. Če mi neko vsebino poslušamo, jo razumemo slabše, kot če jo beremo. Ali s papirja, ali z zaslona. In tukaj so sicer zdaj zelo pomembni, se dogajajo zelo pomembni izobraževalni boji, zato ker en del industrije audioknjig zelo propagira zvočne učbenike. Tudi pri nas nekatere založbe verjamejo, da bojo odrešile učiteljice in učitelje, če bojo proizvajali zvočne učbenike. Ampak rezultat je zanič tukaj. No, tukaj, tako kot kažejo raziskave, se otroci in mladostniki pri poslušanju zapomnijo daleč najmanj. In tak medij, seveda spet to kažejo založniške statistike, zvočne knjige so lahko zelo fajn za poslušanje kakšnih lažjih vsebin ali pa leposlovnih vsebin, za ljubezenske romane, kriminalke. Tle obstoji po podatkih, ki so jih zbrali kolegi na Švedskem, obstoji ena taka zelo hecna tudi geografsko-kulturna razlika, recimo v Skandinaviji, kjer je trg zvočnih knjig blazno razvit, približno polovica leposlovnih knjig se konzumira v zvočni obliki. V Skandinaviji poslušajo v glavnem lahkotno leposlovje, medtem ko v Južni Ameriki imajo najrajši knjige za samopomoč. In ne poslušajo leposlovja. Skratka, ne, ko nekdo v Rio de Janeiro hodi po ulici, posluša zgodbo o tem, kaj mora narediti, da bo postal boljši mož, boljša žena, boljši menedžer, medtem ko Skandinavci veselo poslušajo zgodbe o umorih ali pa o nesrečnih ljubezenskih zgodbah. Za bolj kompleksne vsebine pa to definitivno ni. Ne. In ena od teorij, zelo enostavna, ne, tle ni tako imenovanih markerjev, ko poslušamo. Ko knjigo beremo, imamo strani, poglavja, lahko se ustavimo, vrnemo, poiščemo prejšnjo vsebino. Ko besedilo poslušamo, pa ne vemo niti dobro, kje v besedilu smo. Ne? In seveda lahko ustavimo poslušanje, ampak ljudje tega načeloma ne delajo. Ljudje pustijo, da jim zgodba teče, jo poslušajo, in tudi če nekam odblodijo takrat, kar se zgodi bistveno bolj pogosto kot pri branju, se zgodi to pri poslušanju. Če se jim to zgodi, se tudi seveda s tem zgubijo nit in slabše razumejo besedilo. Tako da poslušanje je fajn, ampak samo za lažje, lahkotnejše vsebine, in vsaj, kar se mene zadeva, Bog obvari, da to postane nek glavni učni pripomoček v slovenskih šolah. To je korak še v večjo neumnost, s katero se že soočamo. Tale mačka je tle zato, da zbuja simpatije. Jaz sem bil enkrat na enem predavanju o tem, kako je treba strukturirati predavanje, in takrat so nam svetovali, da na vsake prosojnice damo sliko kakšne mačke. Tako da potem smo mi nabavili doma mačko, ki je ime Reska, in takole je izgledala, ko smo jo nekoč vkopali. Takrat po tem kopanju 3 dni ni govorila z nami. Skratka, ne, tisto, kar jaz vidim kot problem, je to, da nas del tega sodobnega medijskega sveta socializira tako, da v resnici zmeraj težje beremo daljša linearna besedila, ker nam vse vsebine servirajo v neki drugi obliki. Zdaj pa seveda filozofsko vprašanje, sem pač z filozofske fakultete, ne, zakaj je to pomembno? In zdaj
prvi razlog je seveda ta, da je pametni telefon, takoj se moram prijeti za njega. To je ena taka zanimiva psihološka reakcija, ki je tudi en par raziskav bilo narejenih na to temo. Če kdo reče pametni telefon v družbi, se tam 30% ljudi pošlata, če ga še ima, ali ga potegne iz žepa. To je neka taka zelo hecna navezanost s tem strojčkom. Zdaj, če mene vprašate, je to eden najbolj genialnih izumov v zadnjih 30 letih. Ko smo bili nekateri starejši, še mladi, je bila glavna mantra našega otroštva, ko boš ti star, 60 let, takrat se bojo pa ljudje po svetu vozili z letečimi avtomobili. Zdaj, avtomobili po luft letijo samo v kakšnih nesrečah. Drugače pa bazično ne, tega izuma ni. Ampak, če bi mi pa takrat nekdo rekel, veš kaj, ko boš pa ti star, boš imel pa v svojem žepu napravco, kjer boš imel lahko gor 1000 knjig, kjer boš lahko gledal 100 televizijskih programov. Tega si takrat sploh ne bi mogel predstavljati. Takrat smo imeli 2 programa, pa avstrijskega, če je bilo oblačno nad Alpami, pa so se žarki odbijali pa padali v centralno Slovenijo. Pa lahko boš poslušal kjerokoli muziko, pa risanke boš lahko gledal, pa vse časopise boš lahko bral, pa svojo sestrično v Bolivijo boš lahko poklical, pa se boš tako z njo pogovarjal, da jo boš videl. Pa nič ne bo stalo to. Skratka, pa lahko boš kupoval potem. Še moja mama kupuje potem. Zadnjič smo dobili 15 kil putra domov, kaj hotela 2 zavitka naročiti, pa je nekaj narobe odkljukala. Skratka, s tem, mislim, če bi mi nekdo rekel, ko sem bil otrok, da bo to nekaj, da bom vse to lahko počel z napravo, ki jo bom imel v svojem žepu, bi rekel, to je norost. To je nemogoče. Ampak je mogoče. Tako da pametni telefon je dejansko nekaj, kar blazno vpliva na naša življenja, spreminja naše medijske izkušnje, in znotraj tako spremenjenega medijskega okolja je seveda še kako smiselno vprašanje, a je brati knjige še sploh smiselno in potrebno. Oziroma, a je knjiga sploh še medij, za katerega je smiselno, da obstaja. In ker mene to precej modri, sem se spustil v pisanje ene krajše knjižice o tem. Zdaj, mogoče samo še tole. Pametni telefon je nekaj, kar nas socializira v zelo kratke izbruhe pozornosti. Tako da v bistvu, to spet nekaj raziskav kaže na to temo, s pomočjo pametnega telefona lahko obdelamo ogromno informacij v zelo kratkem času. In nasploh s to napravo ni čisto nič narobe. Meni se zdi super. Ampak, vprašanje, ki se meni zdi pomembno, je, kot rečeno, a je sploh v takem okolju še smiselno brati knjige. In zdaj pride 5 minut za EPP. Zaradi tega sem napisal tole kratko knjigico, za katero se lahko pohvalim, da je zdaj ravno prejšnji teden sem dobil eno 5. jezikovno različico, izšla je v Španiji v 3 jezikih, 3 variante pa še čakam. In jasno nepogrešljiva mačka pri tem. Zdaj, jaz sem tukaj v tej knjigi obdelal 10 razlogov za branje, lahko bi jih obdelal manj, 10 jih je zato, ker je urednica rekla, da jih mora biti 10, in potem sem stvar tako strukturiral, da jih je 10. Tudi ne bom preveč se zdajle zadržal pri teh 10 razlogih, ker so pač v knjigi. Bi pa rad opozoril samo na nekaj stvari, ki se mi zdijo še posebej pomembne pri njih. Namreč, zdaj tole, kar imamo tlele gor, je na tem slajdu neka osnovni način delovanja človeške pameti, da tako rečem. Mi, ki govori seveda o tem, zakaj je fajn, da beremo knjige, tudi med drugim. Ker mi seveda
kot človeška bitja imamo kupenih vmesnikov, skozi katere dobivamo informacije v zunanjem okolju. Te vmesniki so čutila, ne. Oči, nos, usta, koža je zelo pomembna in skozi vse to dobivamo informacije in te informacije potem v skozi senzorni spomin sprocesiramo v kratkoročni oziroma psihologi rečejo temu delovni spomin, kjer te informacije obdelamo in formatiramo. Delovni spomin ima to slabo lastnost, da ne more početi veliko stvari hkrati. Lahko sicer počnemo stvari tako, da jih hitro menjavamo, ampak hkrati pa lahko počnemo samo eno stvar. Poskušajte recitirati Zdravljico, pa hkrati igrati tarok, tako da intenzivno razmišljate, katero karto boste naslednjič vrgli. Boste izgubili ali pa vas bojo vrgli iz igralne skupine. Ne, skratka, mi lahko hkrati počnemo samo eno ali pa maksimalno dve stvari s hitrim menjavanjem in to bi seveda bil lahko zelo velik problem, če človeška vrsta ne bi izumila načina, ljudje smo zvitorepci, kako to omejeno sposobnost kratkoročnega spomina vreči na finto. To omejeno sposobnost delovnega spomina pa vržemo na finto tako, da določene stvari avtomatiziramo. In ko se naučimo brati, v resnici branje avtomatiziramo. Naša sposobnost branja postane avtomatična in ker je avtomatična, lahko medtem, ko beremo, možgani procesirajo vsebino tistega, kar beremo. Če ta sposobnost ne bi bila avtomatična, ne bi mogli razumeti tistega, kar preberemo. Zdaj, zelo enostaven zgled za tole. Jesenice sta 2 ali pa 3 kraji v Sloveniji, eden je pač precej slaven na Gorenjskem, in ko Slovenka ali Slovenec vidi tole, takoj ve, da so to Jesenice. Tega ne bo prebral kot Jesenice, kot počne to en moj angleški prijatelj, ampak preberemo to kot Jesenice in vsi mi, ki smo izkušeni bralci, rabimo 1 nanosekundo, da to besedo spoznamo. Sploh ne rabimo prebrati, ampak že same oblike uganimo, kaj piše. Tule se pa polomimo. To je pa ena poljska vas, ki jo jaz rajši ne bom prebral. Poljaki imajo eno zelo zanimivo spletno stran, kjer imajo zbirko svojih najbolj nemogočih krajevnih imen in tale je na 4. mestu, neka vas na severni Poljski, če tovariš Putin ne bo zbombardiral pol Evrope, doma v družini načrtujemo izlet v počitnicah poletnih, ker me zelo zanima, kako ta kraj izgleda. Ampak Slovenc tega ne bo prebral. Približno bo zastopil, da je to neka čudna beseda, ampak avtomatično pa tega ne znamo premati. Kamoli, da bi prebrali tole. To je pa najdaljša beseda na svetu in opisuje neko orodje, ki ga na Islandiji uporabljajo za to, da zakurbljajo avtomobile, kadar jim vse skupaj zamrzne. Tišč pohtelj, s katerim bem ti je mraz, odhaklam avto, če mi noče zakurbljati. Ampak Islandec bo to spet v sekundi prebral. Mi pa samo neko čudno klobaso vidimo. Tako da to je avtomatizacija delovnega spomina in naš spomin se avtomatizira z branjem, s treningom. Več, ko beremo, bolj je spomin avtomatičen in potem, ko pa te informacije sprocesiramo, se pa shranijo v dolgoročnem spominu. Dolgoročen spomin, če odmislimo določene starostne težave, ima pa skoraj da neomejeno kapaciteto. In takrat, ko mislimo, v bistvu mislimo tako, da obdelujemo tukaj informacije, ki pridejo tam sem in potem to soočamo z tistim, kar že vemo in imamo v določeni stvari že vemo, imamo shranjeno v dolgoročnem spominu in na ta način seveda nastaja novo znanje. Tako da delovni spomin se v resnici, in to je pa spet ena taka pomembna poanta, ena od bolj učinkovitih načinov delovnega spomina je seveda polnjenje skozi branje. Zdaj, branje
ima pa to pomembno, moram še malo pohiteti, branje ima pa to pomembno lastnost, da se, ko beremo besedila, se srečamo načeloma z bolj kompleksnimi stavčnimi zvezami kot v pogovornem jeziku in srečujemo se tudi z vedno novimi in novimi besedami. Knjižna besedila imajo bistveno več besed, kot jih imajo filmi, kot jih srečamo v pogovornem jeziku in kot jih je tudi v večini televizijskih programov. Tako da skozi branje ne samo, da polnimo delovni spomin, ampak tudi širimo in poglabljamo svoje besedišče. In to je blazno pomembno za sposobnost mišljenja, kajti ljudje svoje misli izražamo z besedami. Nimamo drugega načina. In zdaj, če jaz obvladam 700 besed, pa 3 stavčne konstrukcije, lahko rečem mama jedu, ali pa mjav, kot reče moja mačka, ne morem pa nikomu razložiti, zakaj da imam problem, zato ker me nekaj ščipa v hrbtu, ali pa da imam problem s tem, ker sem nezadovoljen z domačo postrežbo, no to še lahko razložim, ne? Ampak ne morem pa razložiti, recimo, zakaj sem nesrečen, kadar Putin bombardira Ukrajino, recimo. Ne? Tega pa sploh ne morem razumeti, če imam samo 700 besed. Tako da to je vse, ta prvi pa drugi razlog za branje sta v bistvu ena vrste treninga za mišljenje. Stranski učinek tega, da beremo, je to, da širimo in poglabljamo besedišče in to je osnovna miselna infrastruktura. Tole žal niso moji sponzorji, ampak so tehnološka podjetja, ki so jih ustanovili ljudje, ki so bralci knjig. Ali pa imajo celo humanistično izobrazbo, ki jim je dala ne samo široko pa globoko besedišče, ampak so se skozi branje knjig naučili tudi vživljanja v druge. Tukaj moram mogoče še to povedati, ne, da tukaj na to temo je spet kar nekaj raziskav narejenih. Takrat, ko beremo neko leposlovno delo, je vživljanje v zgodbo bistveno bolj intenzivno, kot če gledamo film na to temo. Zato, ker moramo bistveno več stvari ustvariti v svoji glavi. In zato je v bistvu ta trening vživljanja pri branju leposlovja precej močnejši kot pri gledanju filma. Sposobnost vživeti se v druge je pa nujna, če hočemo biti dober vodja. Je nujna, če hočemo imeti dobre družinske odnose, če hočemo razumeti svoje bližnje. Tako da to je ena od stvari, ki so v bistvu zelo, zelo pomembne. Te 3 stvari so po moje ključne, zakaj je branje knjig še zmeraj pomembno. Imamo pa pol jasno tudi sposobnost osredotočenja, ki je danes zmeraj bolj uničena zaradi digitalnih medijev. To sposobnost seveda povečujemo tudi, če igramo violino, vadimo jogo, se ukvarjamo s kakšnim športom, karkoli, tudi če molimo, kjerikoli religiji že. Ampak pri branju sta pa prva 2 učinka še pomembna, ki jih pri tem ni. In to se seveda pozna tudi pri vzgoji otrok. Otroci, ki jim beremo, so bistveno bolj uspešni potem v življenju kot otroci, ki jim ne beremo. Nasploh je med bralci več zadovoljnih ljudi kot med nebralci. To se da potegniti iz enih primerjav med bralnimi navadami pa indeksom zadovoljstva z življenjem, pa tudi z indeksom inovacije. Zdaj ne bom šel v te detajle. Pri branju je zelo pomembno seveda tudi to, da se učimo premagovati intelektualne napore. Slovenci vsi razumemo, da se mora Primož Roglič zmatrati, če hoče zmagati na Tour de France. Pa razumemo, da se morajo tiste punce, ki so razsule vso konkurenco na olimpijskih igrah, razumemo, da so se mogle hudičev mučiti, da so postale tako dobre, kot so. Ampak ne želimo pa razumeti, da je zato, da obvladamo mišljenje, da obvladamo branje, tudi treba vložiti kar nekaj napora. In to je eden od problemov, seveda, ki jih imamo tudi v naših šolah, ker je zmeraj ogromno govora o preobremenjenosti. Jaz ne zanikam, da so kakšni učni načrti tudi preobteženi, ampak problem pa nastane takrat, kadar postane preobremenjenost argument za podpiranje intelektualne lenobe. Takrat imamo pa težave.
Zelo pomembno je branje v tujem jeziku. Jaz trdim, da imamo Slovenci eno blazno prednost, ker smo majhen narod. In ta prednost je, da moramo biti dvojezični. Zato, ker če smo dvojezični ali pa trojezični ali pa štirijezični, se učimo razmišljati v več jezikih. In v različnih jezikih se da zelo različne reči početi na različne načine. V slovenščini se da krasno jamrati. V srbščini pa v hrvaščini se da recimo krasno preklinjati. V italijanščini se da tudi krasno preklinjati, pa zelo lepo pesniti. Skratka, različni jeziki imajo različne strukture, različne različne logične povezave se v njih uveljavljajo, in če znam prestopati iz enega jezika v drugega, to zelo pomembno vpliva na ustvarjalnost. To se vidi tudi po temle slajdu, kjer je recimo med državami, 10 državami z največjimi domačimi knjižnicami, te države so tudi, se pravi, zelo visoko razvitimi bralnimi navadami, smo tudi izjemno visok na globalnem indeksu inovacije. Ker pomeni, da država, majhna država, kjer so ljudje večjezični, ima načeloma bolj ustvarjalne ljudi kot velika država, kot so Kitajska ali pa Amerika, kjer potrebe po dvojezičnosti ni. Tako da dvojezičnost je lahko zelo velika prednost. In moja poanta, ena od mojih zaključnih poant je, da pametni telefon in zaslonski mediji nam res omogočajo, da v kratkem času dostopamo do ogromne količine podatkov. Ampak zato, da te podatke razumemo, je pa blazno pomembno, da smo bralci knjig. Tako da moja poanta je, da eno brez drugega ne gre, in če nismo bralci knjig, v bistvu imamo probleme s tem, da ne znamo misliti z lastno glavo, in v tem primeru nismo nič boljši od domačega mačka, ki sicer v enih stvareh zna zelo dobro misliti z lastno glavo, ampak v prav velikih stvareh pa ne. In za konec bi pa obzoril še na eno zadevo, 2 minute 15 še. Temu gospodu je ime Adam Garfinkel in je zelo pomembna oseba, bil dolgo časa v ameriški politiki. Bil je svetovalec 3 ameriških zunanjih ministrov, Zbigniewa Brzezinskega, Condoleezza Rice, pa Colina Powella, pisal jim je tudi govore. Tukaj gor je pa zato, ker je pred kratkim časom, lani jeseni, objavil v reviji National Journal, ki se ukvarja s pomembnimi ameriškimi notranjimi političnimi težavami, objavil en članek z naslovom Razkroj globoke pismenosti, kjer je zelo poenostavljeno rečeno postavil tezo, da je eden od ključnih problemov ameriške politike, da ne zna več misliti. In s tem seveda ni mislil samo na gospoda z sorodstvom v Sevnici, ampak je mislil na več let ameriške zunanje politike. In ameriški fiasko v Afganistanu je mogoče šolski primer nesposobnosti poglobljenega mišljenja, nesposobnosti predvidevanja posledic, nesposobnosti analize ene drugačne družbe in nenazadnje nesposobnosti razumeti hiter in paničen umik od tam, ki je nekaterim drugje v Evropi najbrž zelo jasno sporočil, da ne bo nobenega večjega problema, če se kakšno manjšo, srednje veliko državico malo zbombardira tudi v Evropi, ker v Ameriki niso pač preveč inteligentni za to, da bi razumeli, kaj se dogaja okrog njih. In njegova teza je, da ameriška elita ne zna več misliti zato, ker ameriške univerze ne silijo več študentov v branje daljših besedil. Ampak se zadovoljijo s tem, da berejo krajše besedila, da poslušajo pripombe študentov, da je njihov študij prezahteven, in rezultat je pač ta, da te sposobnosti mišljenja več ni. Zato recimo, ena od zanimivih stvari, ki so jih naredili v Združenih državah v zadnjih 2 letih, je to, da so na ameriški vojaški letalski akademiji uvedli obvezen predmet, ki se mu reče strateško mišljenje, kjer je nujno prebrati, mislim, da 7 ali 8 precej debelih knjig. Če jih
študentje niso sposobni, pol pač tam nimajo kaj za iskati. Ne. Tako da to je, in to meni malo daje upanje, ne. Zdaj, kdo bi rekel, to je star bel moški, ne. Knjige so stvar za stare bele moške, ampak jaz mislim, da bi bil to zelo trapast argument, ker knjige so orodje, ki nas učijo misliti. In ne glede na to, ali smo rumeni, zeleni, vijoličasti, moškega, srednjega ali ženskega spola, te sposobnosti nimamo, če ne znamo misliti. In s tem zaključujem, ne, ker smo Slovenci zelo majhen narod. Je zelo pomembno, ki nimamo veliko naravnih bogastev. Ne. Imamo samo svoje možgane, imamo svoje roke in svoje noge, ki so zelo koristne, lahko, če se je treba kdaj urno pognati v bek od kje, ne. Ampak nimamo nič, razen samih sebe. In če ne znamo misliti, če svoje intelektualne kapacitete ves čas degradiramo skozi take ali pa drugačne izobraževalne reforme, ali pa če se na neki točki konsenzualno odločimo, da ni treba več brati knjig, ne gre bralna značka k vragu, ne, kdo bo s tem težil otroke, težil otrokom, da ne citiram še koga drugega, bomo imeli kot nacija probleme. Ker bomo enostavno nesposobni misliti. In ker smo majhni, je zelo pomembno, da ima to sposobnost čim več ljudi. Zato jaz pač verjamem v moč izobraževanja, verjamem v moč mišljenja in verjamem v to, da je to na dolgi rok edini način, da mi kot nacionalna skupnost preživimo. Sicer enostavno ne bomo razumeli sveta okoli nas, ne bomo razumeli vetrov zgodovine, ki zadnje 2 leti vedno močneje pihajo in nas bojo ti vetrovi enostavno odpihnili. Tako da brez knjige nam živeti moči ni. Hvala lepa. Hvala lepa, dr. Miha Kovač, za tole bogato, z vseh možnih vidikov bogato predavanje. Seveda možnost za vprašanje, je to prižgano? Je. Možnost za vprašanje spet je na voljo. Jaz bi pa začel, če ste recimo končali tukaj in zdaj na tem koščku zemlje v tej naciji, samo za eno pojasnilo. Govorili ste o zvočnih knjigah in siceršnjih zvočnih vsebinah, da se pri nas niso tako prijele kot drugod. Je to stvar zamika, ki ga opazujemo tudi marsikje drugje, ali je to stvar, ne vem, majhnosti jezika, trga ali celo kulture? Jaz bi rekel vsega po malem, ne. Zdaj, tisto, kar je značilno za majhne trge, ne, to v založbi Miš verjetno zelo dobro veste, ne, je to, da so tudi zaslužki temu primerno majhni, ne. Če bi bila Slovenija Nemčija, bi vsaka poštena založba imela vsake toliko časa kakšno večjo uspešnico, ki bi prozdala recimo v 200 000 izvodih naklade in bi to seveda generirali neke zelo velike zaslužke, ki bi jih potem lastniki uporabili ali za to, da si kupijo novega Mercedesa, ali pa za to, da investirajo v razvoj novih vsebin. In zato se vse tehnološke inovacije praviloma najprej uveljavijo na večjih trgih. Zvočne knjige so se najprej uveljavile na ameriškem, kitajskem trgu. Zelo pomembne so bile pa seveda tudi na švedskem. Švedski trg je slovenskega stališča velik, prvič zato, ker je švedski standard približno 3-krat višji od slovenskega, ker so švedske bralne navade bistveno bolj razvite kot slovenske, pa tudi zaradi tega, ker na Švedskem deluje podjetje Storytel, ki je trenutno, ne vemo, bo preživelo, zato ker je blazno naglo raslo, ki je aktivno na 20 svetovnih trgih zvočnih knjig in imel seveda zato toliko več denarja za investicije v tehnologijo. Tako da slovenski problem na tem področju je zelo enostaven. Nimamo toliko denarja, da bi ga investirali v produkcijo teh knjig. Denarja nimamo zato, ker je pač trg majhen in zato se bo ta trg razvil pač takrat, ko bojo te stvari postale tako poceni, da jih bomo lahko tudi mi delali po nekih ekonomskih kriterijih.
Zelo enostavno. Zelo preprost odgovor pravzaprav, ja. Na spletu sta prišli 2 pohvali. Ena piše: odlično, nazorno in navdihujoče predavanje. Je sicer predavanje spodbudilo razmišljanje še k kakšnemu vprašanju tukaj med nami? Samo da ponovim vprašanje za splet. Kako je s radijskimi igrami v primerjavi s slikanicami, kjer sicer ni slikovnega gradiva, je pa zvočno toliko bogatejše, skozi to prizmo seveda, o kateri ste govorili? Ja, kot rečeno, na to temo ni nekih večjih raziskav, ne. Zdaj, jaz se lahko pohvalim s tem, da sem po moje Pekarno Mišmaš kot radijsko igro slišal po moje več kot 50-krat, zato znam cele njene segmente na pamet in enako tudi moja hči, ki je bila fanatična ljubiteljica tega, ne. Tako da pri nas jaz verjamem, da je imela ta zgodba, poslušali smo pa to seveda v avtu, ne, in verjamem, da je imela ta zgodba večkrat slišana zelo podoben učinek, kot bi ga, ali pa bolj produktiven učinek, kot bi ga imelo enkratno poslušanje zvočne knjige, ne. Ampak še zmeraj pa ni to branje, ne, zato ker tukaj ni avtomatike delovnega spomina, drugače se polni dolgoročni spomin in tako naprej, ne. Ni pa s tem nič narobe, da ne bo nesporazumem. Ja. Sam ni pa tistega, ne, ustavljanja, pogovarjanja in tako naprej, ne, ker pri tej interakciji med otrokom in staršem je blazno pomembno to, da se z otrokom tudi pogovarjamo, ne, da mu beremo z nekim tempom, ki je njemu primeren. Skratka, na to temo pa obstojijo raziskave, ne, ki kaže, da je v bistvu to eden najbolj učinkovitih načinov vzpostavljanja vezi med otroci in starši. To, da se jim bere, ali pa samo pripoveduje zgodbe, ne, saj tudi to tako enako učinkovito. Na splet je prišlo vprašanje, za katerega pravzaprav nisem prepričan, če je čisto namenjeno temule predavanju, pa če se čutite nagovorjenega, odgovorite. Kaj, kako in koliko naj berejo učenci s posebnimi potrebami, z govorno-jezikovnimi motnjami? To pa ni moje področje. Mogoče bi sam to dodal, ne, da se na to temo zelo veliko dogaja, in tukaj pa spet obstoji neko področje, kjer se je pokazalo, da je zelo fajn, če imajo te otroci na razpolago zvočno in elektronsko knjigo, tako da poslušajo in berejo hkrati, ne. To lahko zelo pomaga pri razumevanju prebranega in to mimogrede lahko tudi eden od bolj učinkovitih načinov učenja, takrat, kadar je treba kaj memorirati, ne. S tem, da mora biti ta sistem narejen tako, da otrok lahko ustavi branje, zvočno branje, ne. Tako da v Ameriki obstoji društvo, njihovo dislektično društvo ima nekaj tisoč zvočnih knjig, ki so namenjene temu, da se jih hkrati posluša in bere, in kot slišim, je to zelo učinkovita metoda. Hvala. Še kakšno vprašanje? Sicer bom jaz zastavil še enega, ker mi verjetno marsikdo ne bo odpustil, če ga ne. Niste pojasnili, zakaj morajo biti mačke na vsake toliko v predstavitvi? Tudi jaz ne vem, ne. Tisti človek je to so bila konec 90-ih let, takrat smo svakojake mojstre dobivali iz Anglije pa iz Amerike, ki so se obnašali, kot da nam prodajajo visoko znanost, govorili so pa neke stvari, ki so bile samoumevne. In to je bil to, da smo pol mi to mačko dobili, je bil to bolj moj način protesta proti temu, ampak pol se je ta mačka izkazala kot tako smešno bitje, zato včasih celo res malo pomaga, no. Odlično. Hvala torej za... Mogoče sam še to, ne, mogoče bo prodala mojo knjigo v Nemčijo, zato ker je takrat, šele ko je nemški založnik videl njeno celostransko sliko, je rekel, to je pa mogoče zanimiva knjiga. Mačka je lahko tudi marketinško orodje. In to so vedeli že v 90-ih. Hvala za predavanje, hvala za odgovore. Še enkrat aplavz prosim za predavatelja, doktorja Miho Kovača.